You go, girl. Ja, nova epizoda Metinega čaja, ki sva se jo z Aljažem strašansko veselila in pretegnila na dolgo in široko, da smo lahko vsi skupaj. Janja Božič Marolt, šefica Mediane, živijo. Dober dan, zdravo, zdravo. Hvala, Fejst. Dolgo je trajalo, ampak smo uspeli. Ja? Vztrajnost šteje tudi tukaj. Ja. A veš, koliko se veseliva? Jaz sploh ne znam opisati, kakšna čustva sta v meni vzbudila s tem povabilom, ker verjetno, ne vem, če veste, ampak zdaj je v Sloveniji zelo aktualna politika, sicer kot vedno, ampak tudi Medianino in bom rekla, moja prisotnost, Medianina prisotnost na to temo. Današnja tema pa naj ne bi bila takšna, tako da sta me popeljala v drug svet, lepši, boljši. No, mislim, če misliš, da te ne bova vprašala, za koliko te lahko kupijo, pa kako prodaš, ne? In kakšne mafije je tukaj zadaj, potem se seveda motiš. To pa zdaj je bilo malo nepričakovano, ampak boste dobili odgovor, v redu? Super. Malo heca mora biti. Ampak Nataša, Ja. Metin čaj, podcast o medijih, Ja. dobrih in slabih praksah, trendih prihodnosti, trendih, kako že, daj pomagaj mi. V redu je, prihodnost je super. In tehnologijah, kakšnih? Prihodnosti? Tudi prihodnosti. 13 sezona že teče in še vedno se nisem naučil na pamet tega osnovnega intra. Mi je pa blazno veliko veselje od čisto vsako, skoraj vsako epizodo sovoditi z Natašo. Zdaj v tej sezoni je včasih tako, da imava solo, eno ali drugo. Ampak tokrat, ker imava tako pomembno gostjo, sva v dvoje. Čakaj, to se lahko narobe sliši, ker kaj, niso vsi ostali pomembni? So, seveda. Ampak to, ker imava pomembno, sva pa v dvoje. Tako. Vsi so pomembni, ne? Zdaj res, Janja, se na več področjih, ki jih pokrivava z Aljažem, si ti tista ena od osrednjih osebnosti in ker je december, se nam je zdelo fino, da te povabiva tudi seveda na to temo, kje in kako smo Slovenci in Slovenke, ko gre za naše nakupovalne navade, kaj so finte, na katere padamo in na katere nas trgovci lovijo. Ampak, ker je to seveda Metin čaj, 14. sezona, Janja najprej vprašanje, okej, ker smo pri številkah, a padaš kaj na te 13 pa nesrečne številke pa to? Ti, ki si profesionalka v poslu statistike in številke. Zasebno. Ja, Ja. vedno, mislim, ne vedno, zelo pogosto, ko grem na bencinsko črpalko, gledam, da se mi na koncu vsaj pri ceni, pri centih ali pa pri litrih pokaže 7. Mislim, Resno? Ja, je res, priznam. Pa zdaj pri kakšnih dogodkih, jaz sem celo za sina, ne vem, naj ima končnico X ali KS, so mi rekli, da to je čista 10 in zdaj ima končnico X in je max. A je v redu, tako da kakšenkrat padam zase zasebno tlele, ker pa gre za raziskave, pa številke so, kakršne so. Je pa drugoordno. Še nekaj pa na temu številk pa moram reči, ne, vsaka vama čast, vidva sta bila med prvimi podcasterji, če se prav spomnim. Ja. In to, da vztrajata in to, da imata svoje občinstva, svoj audience, to je danes vseh pohval vredno. Čestitke. Hvala. Pa tudi veš, zahvala Res. vsem, ki so bili najini gostje, ki vas je bilo kar nekaj. Ti pa večkrat. Ampak, najprej, ker je to Metin čaj, Janja, enako vprašanje vsem za tiste, ki te ne poznajo dobro, dvomim sicer, da je kdo prvič slišal zate med našimi poslušalci in poslušalkami, ampak a se lahko na začetku sam malo predstaviš, kdo si, kaj počneš, kaj vas na Mediani najbolj zaposluje te dni? Hvala. Zdaj moram najprej nekaj dodati, ne. To, da me nekdo ne pozna, bom povedala iz primerov iz prakse, ker sem gostujoča predavateljica na nekaterih, ne, kot gostja pridem na kakšne fakultete, pa me takole predstavijo profesorji, Janja, vsi jo sigurno poznate, ker veste, s televizije, iz Odmevov, iz 24 ur in tako. Pa jaz pol rečem, ne, dajte mi povedati. Ja, mladi, ne, študenti, skratka, tisti
vedno se najde kakšen, ki ga zanima področje, zlasti javnega mnenja in raziskav, ampak to so kakšni, ni pa to večinsko. No, če se pa predstavim, je pa zadeva takšna, da ne znam se objavljati nikjer na nobenih družbenih omrežjih, ker se mi zdi to neka samopromocija in samohvala, čeravno mi je kot študentki na taborenju en profesor sicer, ampak vodja tabora rekel: Jana, če se sama ne boš cenila, te nihče ne bo cenil. Tako da jaz ne znam zdaj govoriti nič o presežnikih, mi pa marsikdo reče, da sem včasih preskromna, bom rajši povedala takole. Sem Janja, izhajam iz Družmirja. Družmirje je vas, ki se je pogreznila zaradi izkopavanja premoga rudnika lignita Velenje, ampak zakaj si zdaj upam to povedati? Zato, ker bi naj na Družmirskem jezeru v Sloveniji postavili prvo plavajočo sončno elektrarno. Prva sicer na svetu bi naj bila postavljena v Kaliforniji že leta 2008, ampak skratka, ta moj rojstni kraj je zdaj jezero, kjer bo prva plavajoča sončna elektrarna. No, potem v Celju gimnazija, v Ljubljani študij želja novinarstva, ampak naj ne bi bila dovolj dobra, zato sem se preusmerila na analitično sociologijo. Šla v najboljšo službo na svetu, ker sem za njih anketirala, to je bila oglaševalska agencija, Studio Marketing z najboljšim okoljem. Skratka, takrat so me pošiljali v svet na konference, seminarje, prinašala znanja in po najboljši službi na svetu začela na pobudo kolegov z Mediano leta 1992. Bom kar povedala, letos praznujemo, ponosno povem, 33 let. Začeli smo z raziskavami medijev, poskrbeli za prvo transparentnost slovenskega medijskega prostora, potem pa z raziskavami trga, potrošnika in nazadnje z raziskavami javnega mnenja. Potem smo se pa širili tudi v bistvu smo bili client driven, naročniki so nas nekako prosili, da začnemo še na Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji, v Albaniji, medtem sem pa to zaprla. V glavnem se pa večinokrat predstavljam kot Janja z Mediane na telefonu, ali pa na eventih, na dogodkih, sem Janja z Mediane, sicer pa rada povem, da imam družino, da imam najboljša otroka na svetu, pa da imam najboljša vnuka na svetu. No, tako da, to je Janja zdaj. Okay. Zaprav, da se v resnici si na nek način še vedno tako kot v call centru, ki tudi vedno rečejo, ta pa ta iz Mediane. Res je. A so te že kdaj klicali? Zdaj ne smem povedati, ampak ja. Ne, če si okej, lahko tudi kaj na to temo poveš, ampak ker verjetno imaš slovensko mobilno številko, je verjetnost, obstaja verjetnost, da si bil tudi kdaj poklican. Ampak upam, da nas nisi zamenjal s kom, ki se zelo podobno imenuje, pa ne bom tega na glas rekla. Ker se to tudi pogosto zgodi. Ja. Ne, nisem, ampak je pa to zdaj dobro vprašanje. Kakšna je konkurenca na tem področju trženjskih, javnomnenjskih in podobnih raziskav? Na pamet se mi zdi, da so zdaj, da ste 3 relevantne, velike, upoštevanja vredne firme, ampak verjetno ne gre samo za, ne vem, na faksu smo se učili, da je to oligopol, če je malo število igralcev, ki so si razdelili trg. Kakšno je torej stanje na trgu v Sloveniji? Če bi si razdelili trg, bi bili vsi lahko bolj uspešni. Tako pa smo zares konkurenti, v pravem pomenu besede, in do letos smo še vedno največja slovenska raziskovalna agencija, rečemo, sicer nismo agencija, ker ne poslujemo s procenti, skratka raziskovalna ustanova, trženjska ustanova v Sloveniji. Potem pa so poleg nas, tako kot si pravilno rekel, še 2, 3, največja sicer so pa multinacionalke specializirane za raziskavo gledanosti, AGB Nielsen in Nielsen z retail panelom, ki je v bistvu tudi globalist, no. Tako da potem smo pa slovenske agencije, ki se pa ukvarjamo tudi z javnim mnenjem. Ne glede na to, da razen AGB Nielsena, ki je specializiran za merjenje gledanosti televizije, oni so zares samo za to specializirani. Ipsos je v Sloveniji tudi kot globalist, tako da nas je kar nekaj, no. In zdaj
ti vidiš te 3, ampak jaz bi rekla, da nas je tle 10-11 relevantnih, medtem ko članov ESO-marja nas je pa res malo. Mislim, da smo ta hip samo 3 ali 4. Zdaj moraš še povedati, kaj je ESO-mar za... Hvala. Ja. ESO-mar je pa Svetovno združenje trženjskih javnomnenjskih raziskovalcev, katerega v tem primeru, zakaj sem to omenila, bistvo je, da tisti, ki smo člani ESO-marja, podpišemo kodeks etičnega ravnanja. To ni nepomembno. Ta kodeks etičnega ravnanja pri nas opredeljuje odnos do respondentov, torej takšnih kot si ti, na telefonu, na terenu, na spletu, in odnos do naročnikov, skratka etično ravnanje v vseh ozirih in tudi odnos do objavljenih podatkov, da so korektni. Se pravi, ja, nekje tisti, ki smo člani te globalne organizacije, smo podpisali, da bomo ravnali etično v vseh postopkih. Ok, pa moraš seveda še povedati, kateri 3-4 ste iz Slovenije. Zdaj upam, da ne bom koga izpustila, ampak ja, poleg Mediane je še Aragon, je Valicon in je Ipsos. Okay. Za vsak slučaj, če sem koga spustila, bom dala napisno, pa boste pri predstavitvi objavili. Dodam. Resno mislim. Ja, Ne. To ni nepomembna, to res ni nepomembna zadeva. Sploh nisem nič namigvala, ampak to je vedno opcija, no, ker imamo spletne objave, da objavimo to informacijo. Skratka, zdaj, če smo, Janja, za november rečemo, da se ne da delati, je december pa še sploh poseben v tem oziru, daj povej, ker to naj jo tudi res zanimalo z Aljažem narediti epizodo, kje smo s svojimi nakupovalnimi navadami, kaj pa to za vas pomeni raziskovalne inštitucije. Iz te raziskovalne perspektive december. Kaj merite decembra? Dobro vprašanje. December je za nas povsem običajen mesec. Ko se zgodi, skratka vsak december, ko se zgodi, da bi vsi naročniki radi imeli končane vse raziskave, tiste, ki smo jih začenjali, bom rekla, na začetku leta, sredi leta, ali pa tiste, ki jih želijo imeti v decembru. In še v teh dneh pričakujemo nova dodatna naročila. Ne glede na to, potem pa seveda do 24. decembra, eni do 31. decembra, ne glede na to, da jih potem uporabljajo za naslednje leto. Zdaj, kar zadeva nakupovalnih navad kot takih, pa mi izvajamo tudi raziskavo, ki je kontinuirana, ki smo jo začeli leta 2000, je licenčna in jo izvajamo v vseh državah regije, še na Hrvaškem, v Srbiji in Bosni. Ta hip Makedonijo začenjamo naslednjo leto ponovno. Skratka, to je pa raziskava, ki se izvaja kontinuirano, skozi celo leto in 2-krat na leto objavimo podatke na tako imenovanih rolling databases. Okay? Se pravi, konec letošnjega leta objavimo podatke za celo leto, ob polletju pa prejšnja polovica pa nova polovica letošnjega leta. Tako da december je naporen, zato ker bi vsi raje praznovali, ker bi vsi raje bili med lučkami nazdravljali, ampak mi imamo v bistvu v decembrih največ dela. No? Ja. Kako se pa, kako se pa naša, če smo rekli malo, da bomo to potrošnjo, kako se naša potrošnja spremeni decembra? Kaj kupujemo več, kupujemo drugače? A se da to kaj povedati? Bi se dalo. Skratka, gre za to, da največ še vedno kupujemo v decembru zaradi decembrskih praznikov hrano in pijačo. To je največ. Ampak smo pa ugotovili, bom rekla, pomembne značilne razlike med nami v Sloveniji pa med prej naštetimi državami. Skratka, v Sloveniji je več kot polovica ljudi, ki kupuje za božične praznike darila, medtem ko prednjačijo pa v tem primeru absolutno Hrvati, ki jih je več kot 85%, ki se skoncentrirajo na božična darila. Kar zadeva novoletna darila, smo pa mi prvaki. Seveda, zdaj v primerjavi Bosna ima Bajram, medtem ko Hrvati za novo leto ne kupujejo, niso toliko usmerjeni v novoletna in božična darila. Torej, tu smo mi absolutni prvaki. Ampak kaj je še pa res značilnost? Značilnost je, da smo prvaki v najvišjem razredu potrošnje, to je nad 300 € za darila, in prvaki v najnižjem. Smo v bistvu v dveh skrajnostih. Govorim že spet o primerjavah s prej naštetimi narodi. In pa
zelo značilna, absolutno značilna razlika je pa v tem, da izstopamo po darilih za doživetja, po darilih za kupone, po darilih za vstopnice in po darilih za knjige. Še vedno v Sloveniji je nekje blizu 20% ljudi, ki pravi, da kupujejo knjige za Božič oziroma novo leto. Zdaj, to so tiste, ampak zdaj govorim o izstopajočih značilnostih. In pa izstopamo tudi po tem, koliko namenjamo za igrače. Torej, doživetja, darilni boni, knjige, igrače v primerjavi z sosednjimi narodi, no. Samo to, no, ker že omenjaš sosednje narode in sosednje države, ta Rowling raziskava, ki si jo omenjala, zakaj gre? Hvala za vprašanje. TGI ali Target Group Index je raziskava, ki smo jo začeli izvajati leta 2000. Leta 1999 sem prosila moža, ker sem bila visoko noseča in sem se prijavila v drugo. In sem se prijavila na Readership svetovni simpozij v Firencah. Če se lahko prijavim, pa če bo takrat šel z mano pa z dojenčkom, zato da bom jaz lahko tam v centru svetovnega raziskovalnega dogajanja. No, in v tem centru svetovnega raziskovalnega dogajanja sem jaz vmes dojila, pa hčerka, ki je bila že stara 7 let, mu je pomagala z dojenčkom, so me nagovorili iz BMRB, to je bil British Media Research Bureau, ki je izvajal v 76 državah na svetu raziskavo, ne še takrat, raziskavo Target Group Index. To je bila v bistvu obogatena raziskava spremljanja medijev, ker sprašujemo tudi po uporabi blagovnih znamk in po lifestylu. Skratka, in mi smo bili absolutno prvi, to moram povedati, v regiji, ko smo začeli segmentirati ciljne skupine ne samo po starosti, spolu in izobrazbi, pač pa tudi po življenjskem slogu, no. Skratka, to se ni zgodilo šele zdaj z internetom, ampak s to raziskavo TGI in še vedno smo licenčni partner, sicer se je zdaj tam ni več BMRB, zdaj je to Kantar, nazadnje bil zdaj pa to Kantar Media. Je lastnik licence, mi pa to izvajamo v celi regiji. In tudi tle smo bili potem client driven, ker so agencije v Sloveniji, prvi naročniki so bile oglaševalske in potem medijske agencije, v bistvu začeli uporabljati to orodje za targetiranje, se pravi za učinkovito ciljenje ciljnih skupin za potrošnike seveda, za njihove znamke, ki so jih pripravljali strategije pa kampanje, so nas potem klienti zvabili, da smo začeli delati tudi v drugih državah. Smo pa najprej imeli licenco samo za Slovenijo pa za Hrvaško, za Srbijo pa en velik fant, pa za vse ostale države, ampak sem jaz potem to odkupila, no, tako da imamo zdaj licenco za celo regijo. Cool. In se pravi, da vidimo zdaj, tako kot si omenjala, glede nakupovalnih navad za Božič in novo leto, imate, kaj ste zdaj, tako rekoč go-to ustanova za razumevanje tega dela sveta? Za razumevanje, zdaj pregrešno rečeno, potrošnikov, uporabnikov, ampak glede na to, da imamo več kot 220 stališč, ki so vezani na etiko, na trajnost, na finance, na prehrano, na potovanja, skratka, pravimo, da dejansko poznamo živelj in poznamo ne samo denarnice, pač pa tudi duše in misli porabnikov v vseh teh državah. Tako da, in to je kontinuirana reč, mi sami investiramo v to raziskavo in v bistvu tržimo, pač prodajamo rezultate v softveru. To je toliko obsežna raziskava, skratka, izpolnjevanje, Aljaž, če boš kdaj povabljen k izpolnjevanju, izpolnjevanje vprašalnika traja več kot uro, tudi 2, lahko se izpolnjuje v digitalni obliki, lahko v papirni obliki, odvisno od respondenta, ker jih tako imenovano rekrutiramo, vabimo k sodelovanju tudi, da lahko izpolnijo vprašalnik po pošti,
poštno anketo in to je self-completion, zato da lahko sam anketiranec brez pomoči anketarja to izpolnjuje. Skratka, single source, obsežna raziskava, ki odgovarja na nešteto vprašanj, ampak zares nešteto. In smo vedno v bistvu korak pred časom, zaradi tega, ker smo izhajali pač v Londonu se je to kreiralo, tako da, ko smo začeli, smo spraševali po hitro pripravljeni hrani ali pa pripravljeni hrani za odmrzovanje, ker takrat so v Sloveniji pa v jugi bili, ne vem, grah si lahko kupil pa korenček zmrznjen. Nisi mogel dobiti pripravljene hrane, ki je bil v mikrovalovni pečici pogrel, no, tako, na tak način. Kategorije smo bile najprej gazirane pijače, ko se je pojavil Red Bull, se je takoj pojavila nova kategorija in tako naprej in tako naprej. Skratka, ne glede na to, da je instrument raziskovalni na trgu od leta 1969, se, da ne rečem update, zelo lepo slovensko se obnavlja oziroma se vključujejo novosti res vsako leto, glede na dogajanje na trgih. In to je globalna raziskava, kar pa ni nepomembno. In imamo pri nas naročnike, ki seveda naročajo tudi iz headquarterja, torej iz sedeža podjetja, za regijo, ki je pač naročnik prisoten tudi v regiji. To so zlasti trgovci, avtomobilisti in tako naprej. Čakajmo, zdaj sam to, ker si omenila, hitro pripravljeno hrano, a si morda ste imeli slučajno prste zraven pri tistih tovornjakih, ki potem zvončklajo naokoli in prodajajo zmrznjeno hrano na veliko. Tu pa nismo imeli prstov zraven. Ne, vem, bi takoj nehal, ja si predstavljam. Ne prenese tega zvoka. Ja. Dobro, ne preneseš zvoka, ampak kaj se pa na podlagi zvokov kupi, ne? Če gremo mi zdaj malo od teh metodoloških na to, kaj vam rezultati teh raziskav pokažejo. Povedali si, na kaj, da smo največ kupujemo na tistem skrajno, recimo, dražjem, pa ta najcenejši del, kuponi, doživetja in tako dalje. Kdo najbolj pade, zdaj je mim, no, ampak kdo najbolj pade v Sloveniji na črne petke, črne ponedeljke ali kako se jim reče in na te akcije? So to mlajši, starejši, družine, mlade družine? Si se zelo dobro pripravila, vidim, vsebinsko, Aljaž metodološko, tako da zdaj se grem sleč, malo mi je vroče. Ne se bat, nisem mislila v pravem pomenu, v dobesednem pomenu besede. Glej, se je zaklikanost, bi to bilo ziher gut, ampak... Lahko povem, včeraj smo enemu naročniku predstavljali sicer zelo obsežno raziskavo, ki jo rabijo za strategijo za naslednja leta, ampak poleg tega smo delali pa tudi raziskavo, validacijo oglasnega sporočila. Okay. Ampak potem, ko je kampanja že tekla. Okay? No, in v tem oglasnem sporočilu, zdaj tukaj pa ne smem povedati, vse te podatke, ki sem jih zdaj govorila, lahko jaz povem, lahko bi z indeksi, z odstotki, s tisoči, ne vem kaj, zaradi tega, ker smo mi lastniki podatkov. V tem konkretnem primeru pa toliko sveža zadeva in je raziskava ad hoc za naročnika, pa tega ne smem povedati. Torej, v, ne vem, 3., 5., 6., ne vem kateri sekundi, je tip, ki se da brisačo sebe, tako za trenutek da brisačo sebe. In tam pade, to je v bistvu polneurometoda, pade primernost, pade všečnost, pade atraktivnost. Skratka, tam gledalci skoraj da grejo stran, tako da ni povsod tisto, kar je... Koliko je star tip? Ja, veš kaj, lahko pa res. Po moje pa res že okrog 40 ali kaj. Čak, lele smo, v redu je. Na pol, Janja. Skratka, odgovor na tvoje vprašanje, Slovenci, zdaj, ko jaz rečem Slovenci, moram biti pa tudi tukaj pazljiva in sem zelo občutljiva, skratka, prebivalci Slovenije, ker so kakšni tudi že drugih narodnosti, v redu, to je pač na populaciji 15 do 75, ker izhajam iz podatkov, najbolj padamo na popuste, na kupone. Kadarkoli, mi smo narod kuponov, kadarkoli, kjerkoli kuponi, popusti, ne glede na to, da je na prodajni polici ali pa na netu zraven izdelek, ja, ki je v bistvu lahko cenejši, ampak jaz ali pa mi v Sloveniji bomo kupili
tisto, kar je s popustom. V bistvu To je- promocije in popusti in to celo leto, kadarkoli, ne samo črni petek, ne samo božič, novo leto. Skratka, narod popustov, narod kuponov smo. No, saj to Ne sem toliko hotela. znamka. Ja, To me res. je zanimalo, ne, ker je ene par teh raznih spletnih trgovcev, ki meni se oči začnejo kar vrteti, ki mi, joj, lej, ful dobra akcija, pa so pa ne vem, hlače, čevlji, karkoli, bili so, ne vem, 560, zdaj so pa samo 70. Poglej, kakšen popust. Ej, In tu to bi gre. delila tvojo izkušnjo. Jaz se počutim včasih celo prizadeto. Vem, prvič, ko sem zbirala lire, da sem šla na štop v Trst. Si želela ene nogavice, take res lepe, res dobre. Ampak če ti popust ponuja, pa to se mi zdi, da je potem manj vredno. Ampak zdaj po drugi strani pa vem, da to sama padem na to. Skratka, narod popustov in pa, če se obljublja kaj, kar v bistvu olajša življenje ali pa kaj, kar ti bi olajšalo pri hitrosti, ne vem, pri dosegu, čemerkoli. Skratka, ampak primarno je pa res popust. No. Ja, in to v primerjavi, že spet v primerjavi z ostalimi. Dol so tudi brendi tisti, ki pritegnejo bolj kot v Sloveniji, pri nas pa popusti. In kar je še zanimivo, mi pravimo, da ne padamo na oglaševanje. In veš, Da zdaj ne bi lahko, padamo. da ne Da ne. padamo na A. da ne padamo na oglaševanje. Jaz sicer po drugi strani naročniku rečem, vsi smo ovce. Na nezavednem nivoju nekje vsi pademo na to. Ampak če jaz primerjalno gledam podatke zdaj za celo regijo, je dejstvo, da tu imamo mi najnižji indeks oziroma najnižji odstotek ljudi, ki pravi, da je oglaševanje tisto, ki ga usmerja pri nakupih. Zanimivo vprašanje, ne? Ko rečeš oglaševanje, a to govoriva o radijskem, televizijskem, časopisnem, ker me to prepelje na neko anekdoto iz leta 2003, ko je ena od večjih trgovskih verig prišla v Slovenijo, ne bomo zdaj v imenih, in je vložila ogromne denarje v ravno to, v audio in video, se pravi radijsko TV oglaševanje, in se ni zgodil nič. Oziroma, dosti manj od pričakovanega, ker ipak je to ime. Potem pa so vendarle malo pobrskali po lokalnem znanju in jim je nekdo rekel, je ljubčki moji katalogi. In zdaj mene zanima, a to še vedno drži, oziroma a to sploh drži, ali so katalogi glavni kanal do, z lepo slovenska beseda, hearts and minds slovenskih potrošnic in potrošnikov. Ja, hvala. Bo držalo. Ampak, ker ti praviš iz leta 2 in 3, se dejansko to še vedno ostaja učinkovit kanal pri baby boomerjih. V redu? Ker Katalogi. tam imajo zares katalogi, vloženke, katalogi. Mislim, ne vem, v nabiralniku, če pač nimaš prepovedi, vidiš, od koliko vseh različnih trgovcev dobiš ti kataloge. Ja, ker tam, in tukaj so tudi razlogi za to, ker tam imajo ti baby boomerji, ki so pa največji delež populacije v Sloveniji, v redu, imajo tam možnost, pravijo, primerjave, direktno primerjajo med sabo trgovce po eni strani in znotraj kategorije cene. In se res odpravljajo, da ne rečem po pivo ali pa po toaletni papir v tisto trgovino, kjer je takrat, pazi zdaj Nataša, ceneje, kjer lahko vnovčijo svoj kupon. Ne, pa In to je sej. ta kombinacija. Sicer pa oprosti, samo še to. Ja, iz leta 2 pa 3, ampak ta generacija je tukaj in je živa in je aktivna v nakupovanju, da ne bo dileme. Medtem ko sicer pa vidimo, da pri mlajših, tukaj jaz sicer ne maram, jaz mislim, prej sem rekla segmenti. Za vsak brand, za vsako znamko mi posebej oblikujemo segmente. Na splošno pa veljajo od inovatorjev do zamudnikov, po Rogersovi segmenti. Okay? Ja, Ampak ja. v tem primeru tudi znotraj baby boomerjev so različni segmenti, tudi znotraj generacije Z, o alfi ne bom govorila, zaradi tega, ker alfe nimam še podatkov, ne? Ampak tudi znotraj Z so segmenti. No in tukaj je pa digital first. Tu je pa internet zakon in tu je pa dlan tista, ki naredi vse. A je v redu? Ki Ja. izbira, odloča, pardon.
Ne, nič. Ne, Preveč sej, govorim. ne, sploh ne, ful je zanimivo. Sej, a veš, kaj omenjaš tele kupone. Sej tudi jaz sem kuponkarca, ne, da ne bo pomote. Grem, a veš, sploh, ko govorimo o fasinge kupovanju, ne, se mi zdi neumno, da če imajo neke kupone, da jih ne izkoristim, če gre za izdelke, ki jih sicer kupujem. Ti sem se prej bolj referirala na te finte trgovske, ko je izdelek 500, potem pa samo za vas je pa zdaj 60 evrov in podobno. Ampak drugo vprašanje, Janja, še. A smo Slovenci in Slovenke takšne sorte kupci, da zelo razmislimo, preden gremo kaj kupovat, ali smo malo impulzivni? Spet, sem si pogledala podatke. Ja. Najbolj izstopamo Slovenci po tem, da vse raziščemo in vse premislimo. Zdaj, zagotovo poznate psihologijo, zagotovo poznata oba, da v bistvu mi mislimo, da sprejemamo racionalne odločitve, sicer jih pa večinoma iracionalno in zato potem iščemo racionalne razloge, da se prepričamo. Ampak že spet, če gledam podatke, ki temeljijo na reprezentativnih vzorcih, na začetku nisem povedala, to so vzorci 4-5 tisoč na državo. In reprezentativni, ni samo velikost tista. Skratka, bistvo je reprezentativnosti. Ja, mi prej vse raziščemo, preiščemo, primerjamo in potem se usmerimo. In tukaj je internet postal tisti, ki zdaj že spet v novih mlajših generacijah, ki olajša marsikomu, bom rekla, potovanje v Ljubljani se tudi že potuje po pol ure iz enega konca na drug konc, a je res? Ja, najmanj toliko. Se pravi, hočeš reči, da nas je težje nategniti v narekovaju? Tega si jaz nisem upala reči, ampak ja, si rekla ti. In tukaj, ne, zares. To je dobra novica in to vejo verjetno, ker tako, kot je prej Aljaž omenil, v bistvu, ja, lej, največji globalni brendi delajo raziskave posebej tudi za Slovenijo, če ne predno vstopijo, potem, ko se opečejo, ne bom omenila, ali ne bomo danes delali reklame, povejta vidva, ampak ja, ali potem, ko se opečejo, tisti ta najbolj modri in pametni, pa potem, ko že predno pridejo. Ja, ker so specifike. In tole, kar smo zdaj ugotovili, to je, bom rekla, zlata vredno, je pa seveda za različne brende in za različne trgovce različno. No? Tako da, ja, tudi največji jih delajo tukaj. No, pa, ker si že omenila internet. Vsaj od leta 2016, mogoče, ne, z pojavom Donalda Trumpa, populistov in ljudi, ki so anketarjem odgovarjali eno in potem v glasovalni skrinjico odvrgli drugo, se je pojavilo vprašanje kvalitete vzorca. Pa to ni zdaj politično vprašanje, ampak tako nasplošno. Kako je pojav interneta, pojav mobilnih telefonov, zaton klasičnih oblik komuniciranja, kako je spremenil vašo branžo, kako ste se pri vas, kako si se ti s tem soočila, ker ne, v končni fazi, ne bomo zdaj v letih, ampak mi vsi trije smo gor rasli z eno tehnologijo, živimo pa z drugo. 2 dni nazaj sem na enem pomembnem dogodku izjavila, da mislim, da smo industrija, ki jo je najprej internet, zdaj pa umetna inteligenca dejansko zelo spremenil. Ampak potem, če pogledamo, bančništvo tudi, zavarovalništvo tudi, trgovce tudi. Skratka, ja, to je vplivalo na vse in zlasti na nas. Ampak, ali pa tudi na nas, bom rekla. Zdaj, ta pojav interneta, dobro razmišljaš, ampak jaz pravim, da ta response rate ni stopnja sodelovanja, odgovorov, anketirancev. Ni upadel zaradi interneta, pač pa predvsem zaradi tega, ker stopnja sodelovanja v raziskavah, govorimo zato, da dosegamo lahko reprezentativne vzorce, zaradi tistih, ki se sprenevedajo, bodi si na door to door, bodi si na internetu ali na telefonu, da so raziskovalci, v resnici so pa trgovci. Te nam delajo največjo škodo, in pa to, da ljudje so počasi obupali, da težko verjamejo, da bodo to, kar bodo povedali v raziskavah, zares
dejansko koristilo družbi predvsem. Ko smo začeli z raziskavami, so ljudje radi sodelovali, ker so verjeli, da bodo koristili družbi, ne sebi kot potrošnikom, ne, kot takim. Je pa internet vplival na to, da smo začeli seveda z oblikovanjem, s snovanjem tudi tako imenovanih internetnih panelov. To pomeni skupnosti, ki sodelujejo v naših raziskavah. Se pravi, ne zbiramo podatkov več samo face to face, door to door, z osebnimi intervjuji in s tablicami je povezano z internetom, ni več tiskan vprašalnik, ne več samo na telefonu, pač pa tudi na spletu. Ampak naj tukaj povem, to ne pomeni, da mi vržemo vprašalnik v splet in kdor pride, odgovarja 27-krat. Ne, to je spletni panel, to je skupnost ljudi, ki je pristala na to, da sodeluje. Torej, ja, s časoma je stopnja sodelovanja, bom rekla, je to tisto, kar je najtežje doseči, ker vzorec narediti v teoriji je enostavno, če ga znaš. Okay? Ker vprašalnik narediti v teoriji in v praksi je enostavno, ko ga znaš. Se pravi, če si strokovnjak za vzorčenje, za snovanje vprašalnikov, imaš zagotovljen objektivni rezultat. Največja umetnost, povezana z modrostjo, je, pa z izkušnjami, je pridobiti anketiranca, to, kar si ti vprašal. In to je to, se pravi, pridobiti anketiranca, da sodeluje v raziskavi in da res pove svoje mnenje. In če se kdaj zgodijo kakšne, bom rekla, neravno točne raziskave, med rezultati raziskave in napovedjo je velika razlika, se zgodijo zaradi tega, ker ljudje odklanjajo, zavračajo sodelovanje. In potem je težko dejansko projicirati rezultat na tiste, ki so zavrnili. Tako da to je zdaj pojav v zadnjih 20 letih intenziven tudi v Sloveniji. Zdaj, ko si omenil Ameriko, mislim, ja, leta 2003, ampak to je bilo v prejšnjem tisočletju, je bil tam response rate 9–10%. Takrat so pri nas vsi sodelovali radi. Da ne rečem 190, vsi so radi sodelovali. Danes je pa pri nas tudi ta problem. Ja. No, kako je pa, če je splet pa internet toliko spremenil vašo industrijo, pa zdaj v zadnjem času seveda tudi umetna inteligenca, koliko pa vpliva ali pa koliko je pa ta potreba po trajnosti ali pa to etično nakupovanje, koliko je pa to, koliko se to kaže v Sloveniji, koliko je to nam pomembno, ko kupujemo? Je pomembno, zmotna razmišljanja ali pa zmotne ugotovitve ali pa zmotna mnenja, bom rekla, kje slišim in preberem, da so najmlajši najbolj trajnostno naravnani. Niso. To ni nujno res, pač pa smo to mi, ja, se pravi, ne bom povedala, kateri, skratka, mi starejši, večkrat. 40 plus, ja. Hvala. Ja, ampak tudi zakaj? Zaradi tega, ker je cena tista, ki pri najmlajših v bistvu onemogoča, govorim pa o povprečjih, da ne bo dileme, o povprečjih, ki onemogoča nakup in sodelovanje v trajnostnih ekonomijah. Ne? Tako da, ko govorimo o množičnosti, je v bistvu cena in sem prej rekla, kuponi in popusti tista, ki prevlada nad trajnostjo, kar zadeva nakupovanje. Če pa govorimo o mobilnosti, so pa mlajši zdaj, ne vem, delijo avtomobile, si že, ne, šerajo, ne, se vozijo s kolesi, skratka, če vidiš po Ljubljani, mlade družine vozijo, mislim, in sami v službe in otroke, tudi pozimi, ne samo poleti, ne, tako da tu je trajnost je še vedno, jaz moram tako reči, dražja, no? Dražja od... Ja. In to je tisto, kar bi lahko rekla, ampak to zdaj ni znanstveno dokazano, niti iz naših raziskav medianinih, ker jaz sama ne moram nič, če ne bi imela ekipe, seveda. Skratka, je cena tista, ki trajnost zaustavljajo, blokirajo, ne, onemogoča, no? Ker je ponavadi dražja, ja. In ko smo že pri dobrih namenih in cenah in tako dalje, kaj pa akcije kupujmo slovensko, kupujmo lokalno, kupujmo bio, eko in tako, a to spada v isto kategorijo ali je kaj drugega zadaj?
Zelo podobno, to se je zlasti razpaslo v času covida, že tudi prej, pri čemer je eno, kar je nice to, drugo je pa potem, kar ljudje naredijo. Zelo podobno je tukaj to, zelo podobno. Absolutno se, bom rekla, večajo ti segmenti, število deleži teh ljudi, ki so trajnostno ravnani, ki bi raje, bravo, zdaj sem se pa nehote, ampak očitno imam malo izkušenj, izrazila, ki bi kupovali lokalno in trajnostno, ampak jih cena onemogoča. Ja, lokalna hrana, hrana nepakirana, hrana v vrečkah, hrana na sosednji kmetiji, ampak verjetno veste, to so drugi podatki, saj nismo samo oskrbni, vsi niti ne moramo kupovati lokalno, ker ni dovolj sadja, prehrane, ni dovolj, ne, tako da ja, podobno, zelo podobno. Kako se je pa, če se je ob vseh teh spremembah, ki se v družbi po svetu dogajajo, spremenil potrošnik v zadnjih, ne vem, 10 let, mogoče malo dolga doba, v zadnjih 5 letih? Povedala si recimo, da mlajši veliko pogosteje se odločajo za nakupe prek spleta. Kaj se je pa tako, na splošno, če pogledaš en presek, če se naredi, ali se je potrošnik in potrošnica v zadnjih 5 letih spremenil? Kaj je najbolj opazna sprememba mogoče? Bolj je racionalen. Ker ima manj denarja? V resnici, ja, ne vem, saj veste, da prednjačimo po vlogah na bančnih računih. Zdaj, a imamo manj denarja ali ne, bi težko rekla, ker mislim, da ga imamo več, ampak da zadeve pač kar kupujemo stane več, ne. Se pravi, bolj je premišljen, ne, tudi med kuponi, ki so, pa med popusti, ki so, tehta. To je v Sloveniji značilno. Bolj razišče, več časa rabi, da se za to odloči. Se pravi, postaja bolj racionalen. Zdaj, do kje bo to peljalo, ne vemo. Ampak si pa tudi, se že spet v povprečju, pravim, gre pa več za doživetja, ne samo ne samo za praznike zdaj, ne. A imamo pa še vedno radi fizične trgovine, recimo? Ja, no, tukaj pa mlajši, srednja generacija Y prednjači v spletnih, hkrati pa tudi oni prednjačijo v nakupovalnih centrih. Okej? A res? Torej, ja, tudi srednjo generacijo najdemo v nakupovalnih centrih. V bistvu, zdaj vse postaja zelo kompleksno okolje, ne. Zdaj, če bomo še rekli, kakšno v medijih, ko smo začenjali, veš, smo imeli eno vrsto medija, zdaj več vrst medijev. Ko smo začenjali, smo imeli eno vrsto trgovine, zdaj več vrst trgovin. In v bistvu smo tukaj, jaz mislim, da danes potrošnik, če hoče biti racionalen, ni lahko, se pravi, je to lahko njegova dejavnost, kako biti racionalen, kje izbirati in kam iti, ne. Se pravi, ja, fizične trgovine še vedno ostajajo. Zlasti seveda pri baby boom in tudi pri Y-nu. Pri Y-nu in pri X-u in pri baby boomerjih. Z generacija je pa tista, ki je digitalna in ki je online in ki je tam, pri njih so tudi družbena omrežja. V bistvu pri najmlajših so družbena omrežja first, potem Y-nu je pa internet first. Ampak še vedno so pa tudi tradicionalne trgovine. Se pravi, da je, koliko pa, potem, ko sem zdaj opisala, se mi zdi, da so te kohorte pravilen izraz, ali pač, ne vem. Lahko tudi tako rečemo. Da so vedno bolj podobne svojim vrstnikom globalno. Če smo najprej govorili o sorodnosti v regiji, da je vsaj pač, ne vem, konec Y in zdaj generacija Z, da zdaj tukaj pa razlike med Slovenci, Slovenkami, pa ne vem, na splošno nekim zahodnim kapitalističnim svetom, da pa tega ni več, ali se motim? V bistvu se nič ne motiš. Ja, bolj so si podobni, bom rekla, kupci ali pa ljubitelji znamk globalno, kot pa generacije
lokalno ali pa kot lokalno. Okay? Ja, ampak to je zaradi tega, ker danes je svet na dlani, ker danes se spremljajo mediji, ki so globalni, ker danes mlajši v bistvu, bom rekla, so fluent in English, tako kot včasih celo bolj kot v slovenščini. Skratka, in ja, postajajo ti klani, ki se zbirajo okrog znamk, si med sabo zares podobni, čeravno še vedno obstajajo kakšne specifike. In v bistvu enoglas, ki je globalen, težko prepriča v vseh ozirih tudi lokalne. Tako da, kakšne specifike še ostajajo, ampak v resnici imaš v veliki meri tudi prav. Globalno, svet je danes globalen. Danes, ne, če smo včasih šli iz vasi v mesto, peš pa potem z busom in tako naprej, danes tudi potujejo ljudje bistveno več, kot so pa včasih, govorim, množično potujejo bistveno več. Sami vidite, ne? Ampak ta potovanja so šele drugi del, v bistvu svet ima vsak pri sebi in ja, postajamo podobni. Kaj se bo zgodilo, upam, da ne bomo na koncu, mislim, mi ne, jaz ne, mi naša generacija ne, da si ne bodo povsem klonovski že, ne. Se pravi, ok, Slovenci in Slovenke smo premišljeni, racionalni kupci in kupke, težko nas okolj prinesejo, ne pomeni pa, da se nas verjetno ne da. Me zanima, ko si prej ravno omenjala malo medijske kanale, kateri, ne vem, medijski formati pa na nas na nek način najbolj delujejo. A je to, ne vem, reklame po TV, po družbenih omrežjih, influencerji, prijatelji in prijateljice, komu najbolj zaupamo ali pa kje nas najlažje dobijo? Ja, tudi tu se je družba oziroma medijski svet v Sloveniji spremenil. Če smo začeli prej z leta 2 pa 3, skratka, zdaj je internet tisti, 97% ljudi v Sloveniji, tu prednjačimo tudi v regiji, ne, uporablja internet. Ja. In družbena omrežja, temu se ne da več izogniti. Facebook je 66, ne, Instagram, ne vem, je okrog 30, skratka največjo rast, ampak tle imamo mi nad 15 let, TikTok je zdaj prišel nekje na 16-17%, no. Tako da vsi ti kanali, ampak redke generacije ali redki posamezniki so pa monokanalni. Se pravi, smo večkanalni, okej? Še vedno smo prej omenili kataloge in tisk, zato in lokalne novice pri starejših, pri radio ostaja 70% dosegom, kar je, mislim, kar je fenomen. Audio je v Sloveniji fenomen. Ta v resnici od tradicionalnih medijev doseg radia najmanj pada. Televizija je zdaj nekje na 75-76% v Sloveniji, doseg govorim, ne. In tisk pa, ja, tisk gre kot tiskan medij, gre navzdol in tu je najhitrejše padanje ali pa najbolj strmo padanje, ampak zato se tiskani mediji potem pojavljajo ne v tisku, pač pa tudi v spletnih formatih. No in prepričljiv je najbolj internet in družbena omrežja, ja. Že spet. No, sej, to so Instagrami, TikToki in potem predvsem pa razpršiti, ne, in potem imamo nekdanjega predsednika, ki je sploh v zadnjih dneh, tednih, ker pač na različnih platformah prodaja, a ne. Ni več samo televizija, dajmo oglas narediti za televizijo, ampak predvsem dajmo tudi loviti preko družbenih omrežij ljudi tam, kjer so. Ampak influencerji sami kot prodajalci, influencerji kot prodajalci in prodajalke, to pri nas deluje? Deluje, ampak ne deluje, hvala, ampak ne v tolikšni meri, kot bi pričakovali. In že spet, eno so splošne, mladi, stari, srednji, splošne generacije, drugo so pa specifične. Prav zato, zdaj pa moram povedati, delamo mi raziskave po naročilu ali pa analize iz teh velikih baz podatkov za različne kliente, zaradi tega, ker pri vsakem, ne bom rekla, delujejo drugače, ampak veste kaj, uspeh na trgu se seveda gradi v masah,
nadgradi se pa v specifikah. V redu? Tako da te specifike so pa potem za različne segmente in za različne vrste Slovenk in Slovencev, ti rečeš, različne. No in televizija je še vedno živ medij. Zadnjič sem imela pri enih študentih prezentacijo, tudi v generaciji najmlajših še vedno gledajo televizijo. In iz televizije se še vedno prenaša na družbena omrežja in obratno. Evo, in tu vidimo preplet. Verjetno za, ne vem, predsednika, bivšega, ne bi vsi vedeli, če bi ne objavljali tudi vsi ostali tradicionalni mediji tega. In obratno, veste, da če jim rečemo tradicionalni mediji, pogosto objavljajo kaj, kar se zgodi na Instagramu, TikToku, Facebooku in ostalih družbenih omrežjih. Ja. Preplet. Zato danes ta mikrotargetiranje, to mikrotargetiranje je mislim, ni ključnega pomena, je tudi pomembno. No? Koliko je pa mogoče to specifično za Slovenijo, oziroma zdaj moram stopiti korak nazaj. Majhnost slovenskega trga, v številkah jezikovna, kaj je to, zamejenost, ne bom rekel omejenost, koliko pa vse to vpliva na učinkovitost teh novih pojavov, zdaj prej smo rekli, influencerji in tako dalje, ker če greš ti, ne vem, nek 300-500 milijonski trg, pa tudi če si influencer za, ne vem, zdaj gledam mikrofonske roke, boš gotovo imel dovolj publike, da boš znotraj tega našel svoj trg, pa kupce, pa plasiranje izdelkov in tako dalje. Kaj pa v Sloveniji, kjer, zdaj, če smo ga že omenili, bivši predsednik frutiraste izdelke promovira, koliko zelo je ta plitkost faktor pri neuspešnosti tovrstnih pristopov? Ta plitkost faktor, veste, vse so že včasih rekli, vsaka reklama je dobra, tudi če je slaba. A to še drži? Kruto zveni. Še vedno boš našel odvračalce, absolutne odvračalce in še vedno boš našel simpatizerje. Ja? Tu smo različni in v bistvu, to spoznavanje slovenske družbene biti, zdaj, jaz bom tako rekla, ni vsak Slovenc ali pa Slovenka intelektualc, vsi smo sleherniki, vsi smo sleherniki in pri vsakmu je kakšna šibka točka, ampak množičen pojav je pa tisti, ki ga mogoče celo preredko obravnavamo in v bistvu gre že za štos, poglej, zdaj bomo imeli pa nekaj tazga, kar je imel ta in ta, a me razumete, ne? Tako da, ni vedno, da je slaba reklama zdaj, saj vemo, v navednicah pa tako govorimo in o slaba in o reklama, ker se sicer ne izraža tako, da je uničujoča. Lahko, mislim, da tle kakšne bodo posledice, bomo videli, lahko da na akterja večje kot pa na brand, ne? V tem primeru, zdaj nekje se je pisal zelo prepoznaven brand, zdaj vse je relativno, je to prepoznavna znamka ali ni prepoznavna znamka, ampak lahko je kdaj tudi slaba reklama, dobra reklama. Oprosti, sam še to, če zdaj odstavimo bivšega predsednika, pač influencerjev je tudi v Sloveniji kot liste in trave, a imajo oni večji problem to pogledno v smislu doseganja publike, penetracije, česarkoli trga? Zdaj, v bistvu si sam povedal na začetku, slovenski trg je številčno omejen. Ampak znotraj tega se razporejajo deleži tako, kot se razporejajo na velikih trgih. Tudi tukaj imamo vodilne, tudi tukaj imamo prevladujoče in je v bistvu Pareto sistem. Imaš 20% tistih, ki so veliki pa močni pa dobri in imaš 80% tistih, ki pa kar so. In je to zares, zdaj bi si upala reči, ali pri tradicionalnih medijih tako, ali pa pri influencerjih tako. Zdaj, influencerji se uporabljajo v različne namene, jasno, da ne? In imaš tudi v Sloveniji tiste, ki so uspešni. Je pa prednost sodobnega časa v tem,
in interneta, da lahko s slovensko idejo, pa s slovenskim izdelkom segaš na globalne trge. In če imaš ti tle 1 ali pa 2 ali pa 3-odstotni delež v slovenski populaciji, si predstavljaš, da ga imaš 3-odstotnega na Kitajskem, naprimer, ne? In to je to, se pravi, danes lažje, fizično lažje prideš v svet, ampak tam je pa tudi večja konkurenca. In jaz rečem, kapo dol tistim, ki iz Slovenije uspejo v globalni svet z, ne vem, tle 1-odstotnim tržnim deležem, potem v Ameriki z 1-odstotnim tržnim deležem, ne. Kaj pa, ker bomo počasi mogli postaviti piko temu našemu pogovoru, kaj pa, Janja, vsa ta leta 33 na podlago, preden ste začeli Mediano, kaj bi rekla, da utegnejo biti trendi, ki bodo zaznamovali naslednje in prihodnja leta, ko govorimo o potrošnji, vezano na Slovenijo, tudi mogoče malo bolj fokus na to, ker seveda nas ta del najbolj zanima mogoče tudi. Tu pa zdaj, kot že ptički čivkajo verjetno, to je pa zdaj zares umetna inteligenca. In v bistvu, če je to 2-3 leta nazaj, je bil buzzword, ne, nekje. Danes je to realnost. In danes tudi, kar zadeva nakupov, smo pri teh inovatorjih na trgu, pri tem segmentu, ki prvi seže po čemerkoli, da ne rečemo, no, ali pa po marsičem, se brez umetne inteligence, da ne rečem, ne zgodi nič. Praktično je pri dobrih 90% inovatorjev je umetna inteligenca tista, s katero se pogovarja, s katero odgovarjajo na vprašanja, iščejo informacije, prevode, urejajo besedile, skratka, ne samo za zabavo, za tudi resno delo in tudi za nakupovanje. Skratka, je neke vrste postaja asistent umetna inteligenca, tudi pri nakupnih vodičih in tudi pri nakupnih odločitvah. In to so inovatorji, ki lahko rečem, da ja, so pretežno mlajši, ampak jih najdemo med vsemi generacijami. In to je tisto, kar bo, bom rekla, vplivalo na naslednje nakupne odločitve in vedenje potrošnikov za božič, za novo leto, za vsak dan in tudi za delovanje in ne nazadnje tudi na delovanje in snovanje raziskav in izvajanje raziskav v našem biznisu, bom rekla, no. AI, okej. AI. Ja. Če prav razumem, zdaj po vsem tem našem pogovoru, veliko večino vašega posla naredite za gospodarstvo, za firme, za končne naročnike. Zdaj moram vprašati, da vam je pol kdaj žal, da se pojavite v medijih kot izvajalci raziskav javnega mnenja za dnevno politične teme? Če bi si znala na to odgovoriti, bi lahko, da se danes mi ne pogovarjali, sploh. Ker bi rekla, da lahko, da sta tudi vidva izvedela zame in za Mediano preko javnomnenjskih raziskav. Tako da, glej, do zdaj smo edini v Sloveniji, ki smo vsakič delali vzporedne volitve in vedno rečejo novinarji dobro za del. Skratka, to je naša taka referenca, da je neomajna in tega nam nihče ne more zanikati. V redu? In se je že zgodilo, da je pripeljal tujec, sin očeta v pisarno, kjer sem jaz imela še skrinjice volilne iz vzporednih volitev, pa je rekel, glej, oče, pa ne v slovenščini, zaradi tega sem te sem pripeljal, ker oni so pa tisti, ki jim lahko verjamemo. A me razumeš, kaj hočem reči? Iz gospodarstva, ne iz politike. Okay? Tako da je pa verjetno tako, če sem prej si upala izreči, da je tudi slaba reklama, dobra reklama. Lej, tukaj je dvorezni meč. Ne? Tisti, ki nas ne marajo, nas ne nikoli marali, bi jaz rekla. Ampak to, da smo pa prepoznavnost dvignili z objavljanjem javnomnenjskih raziskav, je pa nedvomno dejstvo. In tukaj smo potrdili, da znamo. Čeravno so javnomnenjske raziskave zadnje v paleti raziskav, ki smo jih na Mediani začeli izvajati. Tako da jaz sem, v bistvu prednost Mediane je v tem, da sem izpostavljena samo jaz kot Janja,
ali pa ne samo, ampak pretežno jaz kot Janja tarča potem, medtem ko Mediana, kjer pa, bom rekla, se izpostavljajo drugi ljudje, kolegi, kolegice pri raziskavah za gospodarstvo, so nekje v ozadju, no. Tako da, ja, so plusi in so minusi, glej, prepoznavnosti si s tržnimi raziskavami morda ne bi bili mogli doseči toliko velike, kot smo si jo z javnomnenjskimi, ampak z javnomnenjskimi po zaslugi medijev, ki so naši naročniki, ne? Ker jih pač to je za njih vsebina, ki jo objavljajo. Ne vem, kaj bi mi pa ti rekel, daj mi ti povej, prosim, povej mi ti. A nam je to škodilo ali nam koristi? Mislim, Res? Ja. To ne vem, ne, ker pač ne poznam, kot se temu reče, vašega bottom line. Vem pa, ne, da je v tem medijsko sestavljenem delu, da se velikokrat spomni predvsem failerjev, ne, zgrešitkov, takrat, ko fališ, ne, ko rečeš, Donald Trump ne bo izvoljen, ne, in potem to še 10-12 let poslušaš, ne, da je enkrat si pa nekaj narobe povedal. Ampak, a ima to potem učinek, ima to dejanski učinek potem, a veš, nate, na Jaz tvoje mislim, da ga poslovanje? ima. Če lahko, jaz mislim, da ga ima ogromen učinek, ravno iz tega, kar je Janja rekla, in je približno primerljivo, bi rekla, s medijskim svetom in televizijami, recimo na tak način. Televizija daleč največ posla naredi z raznimi nadaljevankami pa reality, ampak televizije brez infoprograma ni, ki pa prinese televiziji seveda tudi največ tepeškanja. Recimo RTV dela 101 stvar, ampak zaradi enih stvari ljudje agitirajo, kaj bodo in ne bodo plačevali. Podobno se mi zdi, in boš me Janja popravila, da je s tem pri vas. Pač gro biznisa je hardcore, je premetavanje številk, je pač podjetja. En majčken odstotek je pa to merjenje, kdo bo zmagal, kako kaže stranka in vse, ki je pa daleč najbolj prepoznavno, ker tisto pač delaš za naročnika in tisto vidi, ne vem, 5 direktorjev marketinga. Bravo, lej, hvala vama, lahko da bom zdaj lažje spala, pa da bom komu drugmu znala tudi odgovoriti na to vprašanje, ki sta mi ga zastavila. In to je to, glej, mi raziskav, ki jih delamo za naše glavne naročnike, ne moremo komunicirati v medijih, ker je to za njih. In jaz se lahko pohvalim, da naši naročniki so bodisi prvi v kategoriji, v svoji kategoriji, ali pa vsaj med prvimi 3. In tudi če zvedo kaj, kar jim ni povšeči, to uporabljajo, zato da bo to potem drugi ali pa prvi v kategoriji. Pri javnem mnenju vam pa moram povedati, da je zadeva takšna, da tudi tisti, ki je prvi na lestvici, ni najbolj zadovoljen, ker misli, da bi moral biti še bolj prvi, ne? V tem je problem. Tako da točno, mislim, ja, zdaj smo skupaj zapeljali ali pa prišli mogoče do enega odgovora na vajino vprašanje. Je pa, jaz mislim, da največ škode je to zame osebno, ker to vpliva, ker ne gre mi mene, ker jaz se sekiram zaradi tega. In še to, kar si zdaj ti prej, še ostale medije ali pa televizijo omenila. Glejte, povejte mi medijski kanal, ki objavlja s ponosom in najbolj pogosto dobre novice. Ni ga. In to je Rosling naredil raziskavo, ki je v bistvu dokazal, da ne glede na to, ali gre za splošno javnost v katerikoli državi, ali za poslovno javnost, ali za Davos, mi smo pa delali to za Slovenijo, da v bistvu preveč negativno razmišljamo, ker smo izpostavljeni predvsem negativnim novicam. In negativna enkrat falit, kar si rekel, ja, je tisto, kar se mi bo vleklo do konca življenja. Ja? Ne vem, 14-krat zmagati, to vsi pozabijo, ker se negativne novice bolj in pogosteje in trajno prvič pojavljajo, drugič pa zasidrajo v človekovih možganih in v tistih, ki imajo namen to kritizirati. No, tako da, in to pa še moram reči, razlika je, si ti to dobro veš, ampak zaradi javnosti splošne, če bo kdaj kdo poslušal tudi tak, ki ni specialist, kot vidva. Razlika je med rezultatom javnomnenjske raziskave in napovedjo volilnega izida. To je bistvena razlika. Rezultat javnomnenjske raziskave se nanaša na celotno volilno populacijo, napoved pa na udeležence volitev. No in tleje začne se pa seveda pri osnovnem podatku iz raziskave, tako da ne bom zdaj podrobnosti razlagala. In ja, enkrat fališ in je to.
In je pol, saj ne vejo, Ampak pol kaj pridejo pa delajo. vedno pridejo pa nazaj, še vedno bi imeli še eno raziskavo, pa še eno, pa a lahko še kaj, ne. Tako da Glej, zdaj, prej smo omenili prvič, zdaj to, kaj je kdo falil kje, pravim, da mi še nismo. Ko je kdo kje falil, ali pa umetna inteligenca, ne, še vedno bojo prišli nazaj po raziskave, ker umetna inteligenca vsega tega, kar raziskovalci delamo, nekaj časa še ne bo zmogla. V bistvu, tako kot smo prišli iz terena na telefon, na internet, zdaj prehajamo na v bistvu orodje umetne inteligence, ki nam pomaga, ne bo pa mogla vsega tega odkriti, ker mi odkrijemo dejansko v primarnem osnovnem stiku z ljudmi in njihovim razmišljanjem in načinom razmišljanja in delovanja. Ker smo že pri tej temi, pa preden gremo na zanimivo, zdaj ravno kar se mi je porodilo, ne, ker smo spet v obdobju pojavljanja novih strank in ljudi, ki se zjutraj pogledajo v špego in vidijo bodočega premierja in tako dalje. A so ti novi politični akterji ali pa mlajše generacije političnih akterjev, ne, a pridejo v stik z pač firmo, kot je Mediana, z izvajalci javnomnenjskih raziskav, s kakšnimi pokvečenimi pričakovanji ali pa pokvečenim razumevanjem tega, kar vi počnete. Povedano drugače, a se ti je že zgodilo, da je prišel kdo pa rekel, daj, wink, wink, a mi lahko takole naračunaš, da bo boljše izgledalo? Meni še ne. In sem na to ponosna. Meni še ne. Očitno, ne vem, saj pravijo, da mene se kar eni bojijo. Ne vem. Kaj si po horoskopu, Janja? Levinja. Evo, glej, eto. A je to? Wow! Ne. Ne. Res, mislim, sploh ne. Nasprotno, do zdaj so prihajali k nam tisti, ki so hoteli vedeti, kaj je zares. Kaj je zares. Pa tudi takšni, ki so kje drugje videli kakšne sijoče, bleščeče rezultate, ampak so prišli k nam po tako imenovani second opinion, ja? Da bi vedeli, kaj je zares. Zdaj, ja, ne še. Zdaj sem rekla ne še, kot da kdaj pa bo. Ne vem, če. Lej, zakaj pa ne bi poskušali? Mislim, meni bi se to, ne bi me nič čudilo, če bi kdo razumem, poskušal. No. Ampak, nič, Aljaša, želiš še kaj ali greva kar na To je to, zanimivost? mislim, da je čas za Kar zanimivost. Okej. Janja, enako zaključujeva pogovore že ves čas, kar delava Met in čaj. Ti si ogromno zanimivosti delila med pogovorom. Kaj si prihranila za konec? Na koncu vedno povprašava gosta oziroma gostjo, da z nami deli nekaj, to lahko je ali ni povezano s tabo osebno, s tvojo kariero, lahko pa nekaj povsem X, ampak nekaj, kar recimo oceniš, da veliko ljudi ne ve, pa bi jih znalo zanimati. Izvoli. To je eno najtežjih vprašanj, zaradi tega, ker zato nimam podatkov, ne. Jaz rajši povem tisto, kar vem, ne to, kar mislim. Ampak, glej, sem se spomnila ene zadeve, ki je vezana na to raziskavo Mediana TGI licenčno, iz katere je bilo največ podatkov, ne sicer konkretnih, ampak ugotovitev povedanih danes. Pred več kot 10 leti smo imeli to globalno srečanje, kjer sem jaz predstavljala takrat vse države bivše Jugoslavije, rezultate in podobnosti in razlike, kjer smo v vsaki državi imeli vodilno lokalno blagovno znamko, zdaj bom rekla, piva, čokolade, soka, ne vem kaj. Skratka, so ljudje kar brezalkoholne gazirane pijače, jaz so gledali, vodilni tržni delež so imeli lokalne znamke, ne pa globalne znamke. Okay? Ampak bistvo tega je bilo, da sem povedala, da so to trgi, ki so zelo majhni, da je povsod je bila druga valuta, povsod je bila druga vera, povsod je bil GDP per capita najnižji in tako naprej. In je rekel šef na koncu, šef Britanc, ki je naredil zgodovino na Cambridgeu zgodovino, je rekel, Janja, a boš ti to zmogla? Včasih je samo Tito povezal Jugoslavijo, vse te republike skupaj.
bravo, da ti to uspeva in od zdaj naprej bomo to imenovali Janja Slavija, ne več Jugoslavija Titova. No, tako da, skratka, on je res poznal zgodovino, on je res vedel, kaj se je tukaj dogajalo, zdaj je slišal aktualne podatke, ker smo toliko različni, ja, ampak da smo uspeli eno raziskavo delati na vseh teh trgih in da jo še, kar je pa zdaj le pomembno, še vedno izvajamo, ne, meni nadel in tej naši bivši regiji neko novo ime Janja Slavija. Tako da, eni v Sloveniji rečejo prva dama javnega mnenja, kar je prej odgovor na Aljaževo vprašanje, a je to tovka ali je to pohvala, ampak bom rajši tako zaključila, no, z Janja Slavijo. Imenitno. Janja, najlepša hvala, da si bila najina gostja. Zelo zanimivo te je bilo poslušati in ta prava tema se mi zdi za december, no, da smo malo zakopali v drobovje tega, kakšni smo pri nas v Sloveniji kot potrošniki in potrošnice. Ful hvala, da si delila te izkušnje, to znanje, te podatke. Jaz bom sam rekla res lepe praznike, ne? Ker se letos verjetno ne bomo več pogovarjali. Pa vse dobro v novem. Najlepša hvala vama. Jaz pravim, da sta mi polepšala ne sam dan, ampak zaključek leta, da smo se lahko pogovarjali še o čem drugem in da sta nam na Medijani dala nov izziv, da bomo te kopice podatkov zdaj, ki sem jih jaz povedala, omenila v nekaj stavkih, pripravili tudi za objave in vama bomo poslali povezave na objave, ko bodo aktualne, upam pa, da še v letošnjem letu. Tako da bodo lahko tudi sleherniki videli to, pa tudi tisti, ki odločajo o marsičem jim bo morda koristi, zaradi tega, ker je veliko podrobnosti bilo pripravljenih za ta današnji pogovor. Hvala lepa. No, in ko smo že pri koncu leta in obdarovanju, Janja, seveda najlepša hvala za tvoj čas in pripravljenost in potrpljenje, tudi tehnično pred začetkom snemanja, tudi z moje strani. Vam, spoštovane in spoštovani, pa, če morda še iščete kakšno darilo ali pa pozornost za vaše najbližje, naj omenim, da v tem prazničnem veselem decembru ob podpori Metini listi, donacijah, brez katerih, vaši donaciji, brez katerih ta podcast in vsi naši podcasti ne bi bili mogoči, vam mi podarimo kakšne super cool, tople gaserske štumfe z napisom Metina lista in takim zbodljajem noter. Podrobnosti so na naši spletni strani, ampak če bi radi svojim bližnjim dali kakšno darilce, kakšno pozornost, potem se oglasite tudi pri nas. Podprite Metino listo, mi smo tu zaradi vas. Pa brez zamere. Vse dobro, lepe praznike, radi se imejte, bodite tako dobre volje, kot ste zdaj, nadaljujte z delom, že vsak drugi prebivalec Slovenije spremlja podcaste. Prosim, za zaključek, vidva sta pa začela orati. Čestitke in lepe praznike, hvala za povabilo, obema. Hvala. Hvala, pa na zapisnik se naročite.